told him pipe down. I don't care what's next, I need it right now. And I got Danes se nahajamo v Italiji, tukaj ob progi Marco Simoncelli v Misanu in danes bo postal Mark Kastelic italijanski prvak v kategoriji GT4. Včeraj smo se odpravili, kdaj, ob 7 iz Ivančne, imeli smo sicer postanke, pa tako pa smo prišli pozno popoldne tukaj v Italijo v Misano. Mi smo se ostali še v San Marinu, malo smo si pogledali znamenitosti, pojedli kakšno dobro kosilo, pa smo šli po bistvu že do hotela. No. A sem sploh povedal, da smo se odpravili z 2 avtobusoma, se pravi 2 polna avtobusa smo nafilali, se pravi navijači od Marka, starši, družina, žlahta, sosedi, družinski prijatelji. Vse nas je skupaj zbral Robi, oče od Marka, in rekel, zakaj pa ne bi šli skupaj podpreti Marka na zadnji dirki italijanskega prvenstva. Obstaja zelo dobra verjetnost, da bo Mark prvak. Ta proga mu ful ustreza, ima neki točk prednosti, ampak pri motošportu se nikoli ne ve, lahko prija tehnična okvara, lahko zletiš iz ceste, lahko 1001 dejavnik, ne, in narediš odstop. Hej, formule! Pa še nekaj bi rad izpostavil, ful je lepo videti, kak je družina, pa sosedje, kak so povezani, kakšne energije med njimi. Marsikdo nima tacga soseda, da bi rekel, zdaj smo pa kolegi, pa si zaupamo. Tle se pa vse to začuti in kako so vsi skupaj združno prišli navijati za Marka. Mislim, da je to res lep tak dogodek, pa tudi Mark je bil ganjen, očeta sem videl, da je na robu solz. Tako da jaz mislim, da bo še kar čustven dan. Preden pa smo prišli včeraj v hotel, smo prišli tukaj na progo. Zakaj? Zato, ker je Mark glih končal kvalifikacije, kjer je bil prvi. To pomeni, da bo danes štartal iz prvega štartnega mesta in smo ga prišli pozdraviti. Bil je ful vesel, tako nočno vzdušje je bilo, vse so že pospravljali. No, ko smo pa Marka pozdravili, smo pa končno prišli v hotel, malo smo bili že lačni, tako da je bilo treba na večerjo. Kar mi je bilo zanimivo, sami od sebe so nekako postavili en list in napisali dobrodošli navijači Marka, tako da smo se res počutili kot ena taka skupnost. Dolenčki iz Ivančne v istem hotelu, vsi za Marka Kastelica, evo. Zdaj pa gremo v Markovo garažo, kjer se bo uštimal, navijači ga bomo pričakali, preden bo šel v avto. Pa se pripravimo na štart, mislim, da bomo šli lahko celo do avtomobila na štartu, pol je pa čas za dirko in držimo pesti. Kako se počutiš kot mama enega tazga talenta, ki ga takole gledaš s tako mrcino na cesti, da drvi takole? Kako se počutiš? Je to težko gledati ali uživaš? Ja, ne, uživam ne. Ga podpiram pri tem, ker vem, da on uživa. Težko pa gledam to, no. Mislim, prvi krog ne gledam, Aha, sploh, ja. potem malo pogledam, da vidim, kako so, ampak štarta ne morem gledati, pa prvega kroga ne morem gledati. Pa, ko se nekako razvrstijo, mi je pa okej. No, Pa, ko pride uspeh, si pa tudi najbolj ponosna mama, najbolj zdrava. ja, itak, glej. Čestitke, Mark. Kakšni so občutki? Evo, po zmagi. Zdaj ne vem, ali smo že zmagali Championship ali ne. Čakamo. Ti si svojo delo, ne? Jaz sem svojo delo, ja. Zdaj pa čakamo eno kazen, so nam hoteli dati, kao da smo pit stopu šli prehitro ven iz boksa, ampak nismo, tako da... Je pa to tak format dirke, da ne dirkaš sam, ampak v dvojicah, ne? Ja. Zraven imaš enega Italijana, Pa 40 minut dirka, pa na vsake 20 minut se menjaš. se menjaš. Na kakšni recimo evropskem Championship imaš 1 uro dirka, pa se na pol ure menjaš. Tle je pa pač krajši cajt. Pa leteči štart imate? Ti štart. Se tvoje sekunde prednosti, ki si jih naredil, upoštevajo, ali kako je s tem? On štarta tretji, ker jaz sem včeraj svoj kvali, pa on svoj kvali. Aha, okej. Torej za moj kvali sem pač prvo dirko je štartal, ko sem zmagal kvali, Okay. on pa je bil tretji, bo pa tretji štartal. Aha, ok. Ja, nič, držimo pesti, da se bo išlo, pa da te vidimo tamle na prvih stopničkah, na najvišjih. Fajn bodi. Con il numero di gara 119, il team composto da Tocci Lorenzo e Mark Kastelic. Tukaj ob meni je pa, evo, eden izmed glavnih sponzorjev Marka, Mapetrol. Ja, zdravo. Kako Čau. si? Super, odlično. Zmagujemo. Zmaga na vratih in Ja? akcija. Ja. A boste pa še kaj dol v bokse? Bomo. Ej, kako da podpirate Marka? Kako ste se odločili, da podprete Marka? To je špica Slovenije, ne? Ja? Mark, Lema, vse skupaj, to je Lema Resik, ja. to, ja. Zdaj mogoče poveš, čim se ukvarja Mapetrol. S čim se ukvarja Mapetrol? Ja, Mapetrol se ukvarja z motornimi olji, ne? In Ja? mogoče doma nismo toliko poznani, ker delamo večinoma tujino, ne?
In ja, rastemo in se dvigujemo. Ne? Slovensko podjetje, mimogrede. Slovensko podjetje iz Maribora, Tako. lastnik iz Primorske. Ful dobro je videti, da tudi Slovenci znamo skupaj stopati v avtomotošportu, podpreti drug drugega. Res je, ja. Pa se pa Res še ena je. taka super zgodba spiše, kot je z Markom, da bo danes Res je, ja. po vsej verjetnosti ratov prvak. ne. Ja, ko se vse to združi, ne, vsa ta kombinacija, bom rekel, in medijev, vas, Marka, ekipe Leme, tudi slovenska podjetja, razumeš, ker rad je neka taka dobra zgodba, ker vse to poveže se je zgodba o uspehu na vratih, ne, evo danes je to, ne, Super, Mark, italijanski prvak, ne, to je. Kategorije GT4. Super. Ja. Ja, hvala ti za tole, no pa srečno še naprej. Čau, mama. Vsi vidimo na dirkah sem zmage pa uspehe, ampak v ozadju je pa tudi velike logistike, predvsem pa kuhanja in dobre hrane. Danes je z mano. Anže, Živjo. Mark, me veseli. Čau. Hotel sem spoznati, pa da mi mogoče opišeš tudi ta del za kulisja. Se pravi, tukaj imate en šotorček, kjer vi oziroma tudi vaša ekipa najbrž pripravljate slovensko kulinariko. Da so dirkači podprti in so ves stav. Mehaniki in ves stav. V bistvu je tako, glavni sponzor nas najame, mi poskrbimo, da je pač pogostitev za vse narejena, postavijo celotno kuhinjo, poskrbimo prvo za njihove partnerje, poskrbimo za mehanike, poskrbimo za dirkače, pač in vse bližje, tisti, kateri so povabljeni. Zjutraj se štarta, svež kruh, sveži rogljički, kavica se kuha. To nič ne kupite, to vse vi... To se vse lastno tle prštima, kar je možno naredimo doma, kakšno gibanico štrudel, da se tukaj potem samo greje, če ne pa iz nule štartamo tukaj, pražimo, tako da so zelo veseli, ko pridemo, da ne jejo, da niso to konzerve, makaroni, bolonske, ampak en level višji. Neka kvalitetna stvar. Zadovoljni, ja, tako da vsakič pravijo, boste naslednjič tudi z nami. Evo, super, Bomo super. prav videli. Kaj ste danes dobrega jedli za kosilo? evo? Danes smo imeli pa za kosil, smo imeli žar program, pa prebranac smo naredili. Okej. Včeraj smo imeli pa kulinarični večer slovenski, smo imeli pa repo iz ocvirki, krajinska klobasa, domač kruh, Madonna. gibanica, jabolčni zavitek. Zjutraj imajo pa tako, se pravi, kakšne salamce ali se kakšne mešana jajčka naredi. Tako, Super. poskrbimo, da ni samo hladna hrana pa sendviči. Vrhunska. Najlepša hvala, zdaj pa gremo še na drugo zmago, ne? Dobrodošli, hvala. O, tole pa paše, a? Paše, v kakšnem smislu paše? Ja, tako da se se človek usedeva. malo usede, Ja, ne? po celem dnevu, ja. A si zmatran? Ja. Kak je biti social media guy za Marka? Naporno? Skačeš okoli? Ja, zelo stresno. Ok, s katerega vidika? Moraš ujeti vse prave trenutke, a veš, veliko stvari se zgodi od podijuma na srečo, ampak istočasno moraš iti z enega konca proge sem na podelitev. Na srečo imamo skiroje, ampak brez skirojev bi bili definitivno pozni posod. Tako da ja, velike same koordinacije pa Logistike. v bistvu logistike, ja, in moraš poznati stvari, da Pa si lahko. ujameš, se moraš pa še vsesti, pa zmontirati, pa objaviti. Pol upaš, da ujameš vse tako, kot je treba, da bo v redu, in potem se še usedeš, pa moraš čim prej material pripraviti, da ga lahko objavimo. Spočil si se, najedel si se, Ja, kaj si dobrega jedel? pa smo imeli malo vratovine, čevapov, pa bolj malo zelenjave, ampak ja. Sem to tvojega kuharja zaslišal, ne? A mu boš dal kakšne pohvale? Ja, imam. Prej sem šel do njega, mi je vse naštel, povedal, kako to Na funkcionira. prejšnji dirki mi je steak naredil za zajtrk na dvakrat, tako da sem zelo vesel. Kar premium do zdaj, tako da nimam kaj slabega za reči. Ej, ta teden imaš kakšne teste v šoli? CBP, A, za avto. za avto, ja, četrtek piše. Četrtek, ok, bomo držali pesti. Tako je, nov mest ob 3. Ob 3, evo, ti napišem SMS, če si naredil. Pa ne bom nikamor objavil, če ne boš. Zdaj nek še delay, ne? Za dirko to drugo. 20 minut delaya. 20 minut delaja, pa on naredi prvih svojih 20 minut, pa je svojih 20 minut. Prej sta bila pa glih kontra, ne? Zdaj pa ti prvi. On štarta zdaj tretji, v bistvu. Aha, In 4 mesta. razumem, zato ker bi on na kvalifikacijah tretji. Pa ima pa 5 sekund kazni, ker so zmagala prejšnjo dirko v A boksih. ste pol dobila kazen? Ne, v boksih bo imela zdaj kazen. Tako vedno, ko okej. zmagaš dirko, imaš 5 sekund kazni v boksih. Vedno imaš kazen, ker V tem zmagaš. prvenstvu. Ok. Zdaj je pač kao bolj competitive. Ok, za gledalce, da je bolj zanimivo. Tebi to ni nič tacga, pač boš Zdaj tisti. bolj bo napeta ta dirka. Misliš, da bo bolj? Ja, moja, čez... Tvoj sodirka- Saj upam. Tvoj sodirkač bo mogoče ne bo tako hiter, kot ti, pa ga bojo malo več lufta bojo naredili, ti boš mogel pa to uloviti nekako. Ja, sej, v bistvu, zdaj že en cajt, v tem prvenstvu je bilo bolj tako. Bolj one-sided, bolj sem jaz imel ta hitrejši in v bistvu ni bilo to competitive, ampak moje bo dobro, moje bo za gledalce res dobro. Ja, nič srečno na drugi dirki, pa se pol vidi.
I want to thank Tochi, Lorenzo for helping me this championship, you know. All the races that we did, we supported each other, no egoism, you know, helping each other out through all the year. And, you know, it brought us to the championship win, and what can I say, very, very happy again. Thank you to everyone again, thank you. Čeprav Mark in njegov sovoznik v drugi vožnji nista posegla po stopničkah, je Mark dirko odpeljal suvereno, mirno in brez nepotrebnega tveganja. Z lahkoto je pripeljal do 4. mesta, kar je bilo dovolj za potrditev naslova italijanskega prvaka v kategoriji GT4. Sledilo je slavje, navijači smo bili več kot zadovoljni z razpletom, oče Robi pa je dogajanje komentiral v svojem slogu. Vikend kot vikend, najvišja mesta so pač postala nekaj običajnega. Po dirki so sledile spominske fotografije, ena od ekip je sezono zaključila celo z ognjemetom. Mi smo zabavo preselili pred avtobus oziroma kar partibus, v dobri volji pa je tudi pot domov minila, kot bi mignil. Told 'em pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out.